Politična kriza parlamenta je v tem mandatu prišla do vrhunca. Stranke so si praktično prilastile izključno pravico, da imenujejo kandidate za poslance in to take ljudi, ki jih drugi ne poznajo. To pa je pot v strankokracijo, kar imamo danes in ki se je pokazala kot slaba, saj odtujuje parlament od ljudi. Stranke samovoljno, ne glede na voljo volivcev, odločajo, kdo bo prevzel poslansko funkcijo. Volilni okraji so nepravično opredeljeni, odstopanja so tudi do 270%. Zato kar tretjina okrajev sploh nima svojega poslanca v parlamentu. Del parlamenta je korumpiran in skupina poslancev iz čisto svojih zasebnih koristi podpira vlado, ki je v očeh večine državljanov nelegitimna. Vse to se dogaja samo zato, ker državljani nimamo možnosti, da bi odpoklicali poslance ali celoten parlament z referendumom, in v tem smislu je naša demokracija danes ugrabljena, parlament pa ne deluje. Stranke sklepajo koalicije tudi v nasprotju z voljo volivcev. Poslanci nemalokrat prestopajo iz stranke v stranko, na predvolilne obljube in programe pa pozabijo tisti trenutek, ko nastopijo funkcijo. In nemalokrat se zdi, da v resnici zastopajo le še lastne in interese kapitala. Beseda odgovornost je izbrisana iz besednjaka predstavnikov ljudstva. Vanj pa je po novem vključeno marsikaj, kar pogosto ne sodi niti pod oznako gostilniško besedičenje. Šank debata. Se razburjamo in čakamo, da se bo zgodil čudež. Zdaj je seveda nastopil čas, ko moramo tudi sami kaj več storiti. Spremembe, zavzeti se moramo za spremembe in pri tem vztrajati. Na vseh področjih so potrebne, a za začetek se bo nujno spopasti s tisto, ki bo tlakovala pot vsem ostalim. Moramo bistveno prenoviti volilni sistem. In s tem vrnemo državo ljudem. Zato smo v Nacionalnem svetu za demokratično spremembo volilnega sistema pripravili nov predlog zakona o volitvah v državni zbor. Ki je že sam po sebi ogromna sprememba. In predvsem predlog, ki vrača državljanom z ustavo zagotovljeno pravico odločati. Kandidate lahko predlagajo tudi državljanke in državljani. Nov volilni zakon predvideva absolutni preferenčni glas, kar pomeni, da boste izbirali ljudi, ki jih boste sami hoteli, ne pa tistih, ki vam jih bodo ponudile stranke. Kandidati za poslance se morajo zavezujoče predstaviti s programom in z obrazcem javno razkritje podatkov. Napačne ali zavajajoče informacije pa so lahko tudi povod za kasnejši odpoklic. Kandidati morajo bivati v kraju, kjer kandidirajo. Gre za načelo domicilja. Zato je potrebna reforma volilnega sistema, ki bo vključevala tudi možnost odpoklica poslanca in odpoklica parlamenta. Prehajanje poslancev iz ene stranke v drugo v teku mandata ni več mogoč. Namesto 88 volilnih okrajev jih bo 44. Po velikosti bodo izenačeni na približno 47.000 prebivalcev. Vsak okraj bo imel predstavnika v državnem zboru. Vsaka volivka, vsak volivec bo vedel, kdo ga predstavlja v parlamentu. Da se na predlog najmanj 10% volivcev glasuje o zaupnici državnemu zboru.
Seveda bo predlog zakona doživel še nekaj usklajevanj, sprememb, dopolnitev. Kar bo prinesla javna razprava v širši in strokovni javnosti, toda za sedaj je to vsekakor pomembna osnova, ki izkazuje nedvomno pripravljenost na posled. Kaj tudi zares spremeniti? In s tem, kot že rečeno, na izkazano voljo, vrniti državo ljudem. Demokracija ni neučinkovita, le orodja za njeno izvajanje so zastarela. To velja tudi za slovensko volilno zakonodajo. Hvala Sintezi za pripravo odličnega predloga spremembe zakonodaje, vključno z načelom domicilja, odgovornostjo poslancev in še mnogo več. Naj se debata začne. Spremembe so potrebne, čas je, premislimo. Vrnite državo ljudem.